Lepo pozdravljeni na prav posebni literarni postaji Mariborske knjižnice. Virtualna srečevanja postajajo naša realnost. In ne glede na vse, smo se v Mariborski knjižnici odločili, da v tem predprazničnem času našim obiskovalcem poklonimo literarno postajo. Povabili smo prijatelja in podpornika knjižnice Zorana Predina, ki mu je pred kratkim pri mariborski založbi Litera izšel roman Mongolske pege. Oba, torej avtor in urednik Orlando Uršič, sta se prijazno odzvala našemu vabilu in tako sledi pogovor in predstavitev Zoranove knjige. Prijazno se je odzval tudi Vid Hajnšek, ki bo poskrbel, da bo ta literarna postaja prišla v vaše domove. Hvala vsem trem, vam, spoštovani naši obiskovalci, pa želim lepe predpraznične dni in posebej vabilo k branju. Lepo pozdravljeni na e-besedni postaji z Zoranom Predinom, ki jo organizira Mariborska knjižnica. Iskreno se knjižnici zahvaljujemo za povabilo. Naš gost danes je novopečeni, bom rekel, romanopisec Zoran Predin. Pripeljal se je posebej zato iz Ljubljane. Zoran, danes predstavljava tvoj roman Mongolske pege. Zdaj, nekaj časa je že, odkar je roman izšel, še vedno je pa to pravzaprav sveža izdaja. Mislim, da sva jeseni nekje izšla, vendarle se pa zdaj že je moral nekako ta roman utiriti. Kakšne pravzaprav zdaj feedbacke ti dobivaš, glede na to, kako si se počutil tik pred izdajo, kakšna so bila pričakovanja in ali so se recimo izpolnila? Jaz sem zelo zadovoljen z odzivom. To sta bila dva trenutka, ne, se pravi, ker do zdaj nisem bil po poklicu pisatelj, ampak kantavtor, je najprej vzbujalo pozornost to, da kantavtor napiše roman. Potem druga stvar je bila, da so ljudje mogoče z malo podcenjevanja razmišljali o takšnem pisanju, ki ga ne napiše profesionalni pisatelj, ne. In zato je bilo potem presenečenje in pohvale, ki so začele deževati, so bile toliko večje, da sem res prav prijetno presenečen. Ravnokar se dogaja drugi val, se pravi tisti, ki so knjigo prebrali ob izidu, jo zdaj kupujejo svojim prijateljem za novoletna darila. In vmes sem imel tudi nekaj takih internetnih pogovorov preko teh aplikacij z večjim številom ljudi, ki jih to zanima. In na tak način se dejansko interes za knjigo širi, tako da sem že razmišljal o tem, da bi, ker je zdaj vse ne, tako kot je e-razgovor, da bi jaz bil zdaj Zoran Predin. Vsaj dokler ne bo tega boja proti virusu konec. Veliko novega veselja in energije sem dobil, tako da sem se lotil tudi pisanja novega romana. Še posebej, ker pač eno staro reklo pravi, da je drugi roman v opusu pisatelja tisti, ki ga dvigne ali pokoplje. Se pravi, drugi roman mora biti boljši od prvega, z drugim moraš popraviti vse napake, ki si jih napravil v prvem. Jaz mislim, da prvi, se pravi Mongolska pega, nima dosti napak in da nima tu kaj popravljati, tako da sem zdaj v bistvu
že v enem vzporednem filmu, ampak pri Pegah pa skozi vsak razgovor najdem neko novo stvar, neko novo temo. Marsikdo je odkril kakšno zadevo, ki je sam nisem opazil ali pa nisem bil pozoren nanjo. In zdaj eden od zadnjih 2 dni nazaj vprašanj mi je poslal gospod Miha Dimec, zakaj sem se odločil za priimek Dimec, ki ni ravno pogost. Slovenski košarkarski reprezentant je Žiga Dimec, recimo. In potem sem mu pač odpisal, da gre za en lik, ki so ga zaradi barve kože klicali Dimljeni Marjan, in ko so ga krstili, je župnik moral si nek priimek zmisliti in je pač rekel Dimec. In dim se pojavlja skozi roman, tudi Zmago je skozi v dimu kot strojevodja na lokomotivi. Lučka in grof sta kadila hašiš in je bilo spet precej dima tam tisti njuni spalnici, tako da jaz mislim, da je bil gospod Miha zadovoljen, da njegov priimek nastopa v takšnih vlogah. In mogoče je pa tudi res, mogoče pa je res nastal na tak način, ne. Ja, roman je zagotovo večplasten, seveda, ne. Vedno znova, ko ga odpreš, ga pravzaprav na novo odkrivaš, ne. O tem mogoče še malo kasneje. Ja, roman je pravzaprav doživel zelo dober odziv, tako bralske, medijske, kot pa tudi strokovne javnosti. To je zanimivo, ne. Tudi jaz sem si predstavljal, da pač nekoga, ki je v prvi vrsti glasbenik, da bojo nečimrno gledali kritiki recimo na ta roman, pa moram reči, da se je zgodilo nasprotno. Pa vendarle bi te vprašal, Zoran, ne, pa potem s tem opraviva, kako lahko nekdo, ki je po večini v življenju pisal besedila za glasbo, ki seveda so bila označena kot poezija, ampak vendarle je to v primerjavi z romanom najbrž velika razlika, tako pri pisanju pesmi ali romana, kot tudi najbrž pri takole predstavitvah, kot sva zdajle, ne. To je drugače kot recimo koncert, ne. Ja, to sta 2 popolnoma različna medija, ne. Jaz sem začel pisati pesmi v prozi že v gimnaziji, ko me je profesor Gaborovičeva enkrat nahecala, naj sodelujem pri tem nekem šolskem literarnem tekmovanju. In vem, da sem imel eno tako zelo temačno temo, neki krokarji pa mrtvaške glave pod vplivom Jima Morrisona in skupine The Doors, take fatalne zadeve, ampak so bile in so bile tudi fajn sprejete med tisto gimnazijsko publiko. In kasneje se je to nadaljevalo seveda s pisanjem besedil po eni strani, po drugi strani me je pa Srečko Nindorfer nagovoril, da bi napisal kakšen dnevnik iz kake turneje Lačnega Franca po Jugoslaviji. In potem sem napisal za Večer nekaj dnevnikov, potopisov. Ko sem bil na Eurosongu v Dublinu, sem imel vsak dan eno tako kolumnico v Večeru. In kasneje so pač ta pisanja prerasla v kratke zgodbe in kakšne, ne vem, ne glose, ampak recimo kolumne ob različnih priložnostih, športnih dogodkih in koncertih in tako naprej. Ki so pa vse mejile na kratke zgodbe, ne? Ja, no in s kratkimi zgodbami se je nekje potem prižgala ta literarna komponenta iz neke, recimo temu poljudno novinarske je preskočila v to. In takrat sem potem začutil prvič to razliko v obeh medijih. Se pravi, ko pišeš besedila, si ujetnik 50 besed,
žanra, v katerem pišeš neko besedilo, ker žanr določa vsebino. Ne vem, če pišeš za hard rock, boš težko pel o lepotah naše doline. In obratno, pri narodno-zabavni muziki boš težko pisal o tem, da je gospod župnik malo preveč doma z otroci. Tako da, razen ritma, melodije, žanra, zasedbe, aranžmaja, ki te neprestano utesnjujejo, ko pišeš besedilo, ki mora z malo besedami veliko povedati, imaš na drugi strani literaturo, že kratko zgodbo, kaj šele roman, kjer imaš na voljo vse besede tega sveta. Sam si izmisliš, na kakšen način boš pripovedoval, noben ti ne sugerira, noben, kako bi rekel, format, recimo besedilo za radio prijazen, se pravi radio friendly, 3-minutni komad ima toliko omejitev, da si tam res moraš biti kar obrtniško tudi izurjen. Tukaj pa ravno obratno, tudi pa domišljija Se pravi, tudi več svobode. odpira meje, ne samo, da ti jih nihče ne postavlja, skratka, priganjate k temu. In zdaj sem začel mahati z rokami, ker imam malo več prostora. Tako da, ko sem začutil to novo dimenzijo, se pravi nov medij, literaturo, pisanje literature, pogovarjanje z liki, prepiranje z njimi, ko dejansko oživijo, se pravi liki, ki si jih samo ustvaril, postanejo samostojni in Mogoče ti že tebe potem vodijo. pamet solijo in pol jih moraš ti ali pa ne. In te stvari, skratka, nekdo, ki ni ustvarjalec, to verjetno malo težje razume, ampak se mi vseeno zdi, da se da literaturo tudi na tak način razumeti. Ja, jaz bi rekel, da celo to, da si ti tisti, ki je pravzaprav tudi razbil ta mit, da roman lahko napiše lahko samo tisti, ki je pač pisatelj profesionalni. To ni res. To je nekaj podobnega, kot ljudje mislijo, da mora nekdo, ki piše pustolovske stvari, tudi živeti na pustolovski način. Ja, ni nujno. Ni nujno. Eni so imeli zelo na videz dolgočasna življenja, pa so napisali zelo razburljive romane. In obratno, lahko greš 3-krat okrog sveta, pa če ne boš znal tega doživeto podati naprej, ti to ne bo nič koristilo. Ja, pri tem romanu Mongolske pege je zanimivo to, da pravzaprav, ko ga bralec prime v roke, ga zelo težko odloži. Skoraj da hipnotično ta roman človeka vleče vase, ga srka vase. Hkrati je pa kar kompleksen roman. Ta roman se začne pravzaprav v času turških vpadov, recimo v Evropo in Slovenijo, in se konča pravzaprav nekje danes, bi lahko skoraj da rekli. In več likov je v tem romanu. Skoraj da bi lahko rekel, da gre mogoče v nekih obrisih tudi za kolektivni roman. Prelivajo se te usode, bi rekel. Jezikovno je tudi poseben. In zdaj, ti si ga verjetno do zdaj že toliko spoznal, ker vedno tisti, ki s tabo delamo predstavitve, govorimo, kaj je, o čem je ta roman, kakšen je. Kako bi ga ti recimo danes opisal, kaj je bil tvoj motiv in ali ti je uspelo ta motiv pravzaprav razviti v tem romanu? Prav, če greva zdaj po vrsti, način branja. Jaz sem ga pisal na tak način, da ko ga bralec bere, se počuti, kot da bi gledal film. Se pravi, prizori in poglavja se na tak način prepletajo in so postavljena na tak način, da ko končaš eno poglavje, te naslednje z tem uvodnim nagovorom, ki so ena posebnost romana, popolnoma preseneti, ne moreš odložiti in moraš brati. In tisti, ki prekinejo branje, ga morajo pa spet začeti, da padejo noter
In jaz sem dal pač navodilo, da se roman bere, da je pametno, da imaš s sabo pidžamo, sendvič pa liter vina. Ne. Ja. In potem, ko bo tega konec, boš samo omahnil. Šalim se. Je pa res, da ga večina ljudi prebere v enem zamahu. Ne. Druga stvar je bila pri izbiri same teme. Ne. Jaz sem jo imel namreč ves čas pred nosom, naslov ne pove nič, tudi če bi vam iztrgal en odlomek ali pa prebral, od tega ne bi imeli nič, zato ker deluje samo kot celota. Čim ga razstaviš na posamezne zidake, nimaš nič od tega. Šele kompletna struktura, ki se tudi na koncu razjasni, ti pove in pojasni tudi, zakaj se je stvar začela v 16. stoletju, v časih turških padov in zakaj se je končala danes. Ker enostavno v smislu tega, kar sem prej govoril, si je zgodba sama postavila svoj začetek. Ni se mogla začeti prej, niti kasneje, ampak samo na začetku. Ne. In ko sem imel kako bi rekel, to rdečo nit, sem lahko potem okoli nje napletel stvari, ki so se pa seveda od prvega dne, ko sem začel pisati, pa do zadnjega dne, velikokrat spremenile, dodale, dobile druge barve in tako naprej. In to se mi zdi, da je tudi prednost tega branja, da na koncu ti res napolni glavo z veliko različnimi informacijami, občutki, in pač ta glavni komplimenti, ki sem jih dal tudi sam sebi, je, da sem se res dobro pripravil na to pisanje, da sem pazil, da je smiselno in od lektorja, profesorja Sedmaka, s katerim sva življenjska prijatelja, sošolca in tako naprej, se pravi, da verjetno veste, da je od njega najtežje dobiti pohvalo, ne. Je rekel, Penti, to si pa res dobro zmislil, ne. Kako si to povezal vse pa te stvari, ne. Tu sem videl, da ga je to zame, ki sem v njegovih očeh pač v zelo različnih barvah, ga je ta nova najbolj presenetila. Tako da, če strnem vse skupaj, hotel sem povedati in tudi povedal sem, da ne glede na tehnološki razvoj, da se človeške usode ponavljajo, da je ljubezen bila v 16. stoletju popolnoma enaka, kot je danes. Tista čustva, ki so takrat veljala, veljajo tudi danes. In vmes sem potem napletel še en kup stvari, za katerimi stojim, se pravi, da je za ljubezen treba napraviti vse, ko srečaš pravega človeka, moraš napraviti vse za to, da se ljubezen realizira, če ne bosta trpela dva. Se pravi, v takšnem odnosu nisi nikoli sam in si tudi odgovoren za drugega. Da človekov značaj, ta človeški del človeka, ki ga danes tudi umetna inteligenca ne more pogruntati, se v vseh teh stoletjih ni bistveno spremenil. Osnovne značilnosti, sovraštvo, pohlep, zavist in te stvari, da ne govorimo o ideologijah, ki sem se jim pa popolnoma kot pripovedovalec izmaknil. Jaz jih omenim, pa jih pustim, naj se same med sabo pomenijo, obračunajo ena z drugo. In tu se mi zdi, da je to ena fina pozicija, ko dejansko skozi način pripovedi komentiram neke stvari, ne komentiram nobenih stvari, ampak pustim komentarje in razlage bralcu. In to sodi tudi v tisto osnovno svobodo,
ki ti jo roman daje, za razliko od pesmi, se pravi kantavtorja, če se vrnem, kjer si pa v bistvu moraš z nekaj narcisoidnosti in samozavesti ustvariti svoj kantavtorski stil, način in moraš absolutno stati in braniti za vsako svojo pesmijo, vsakim svojim besedilom. V romanu to prepustiš junakom. In to je bistvena razlika. Ne. Ja, vse ravno to je ena izmed kvalitet dobre literature, seveda, ne, da skozi pripoved pisatelj pravzaprav bralcu da možnost, da na nek način odpre svoje notranje registre in tudi možgane in da se pač ozre okrog sebe. Ne. V tem smislu, seveda, da skozi zgodbe, skozi like, skozi pripoved, pravzaprav kako neka literatura, nek roman odseva družbeno realnost. In kot si sam že rekel, vse te teme seveda ta roman absolutno odseva. Moram pa poudariti to, ne, mi ga ves čas govoriva, da se zgodba začne v 16. stoletju, to ne pomeni, da gre pripoved linearno, ne, ampak se pravzaprav poglavja izmenjujejo. To se je meni zdelo neverjetno zanimivo, da pravzaprav prvo poglavje se dogaja v 16. stoletju, takoj drugo poglavje je pa pravzaprav že po vojni, recimo po vojni Maribor, ne, in potem spet nazaj, ne, in spet, ne. Ja, to je ta filmski način To sva rekla, ja, pripovedi, ne. Tako, ne. Veš, da gradiš in tudi namenoma, kdaj koga zavedeš, da je potem toliko bolj presenečen in zadovoljen, ko pogrunta, veš, začne stvari povezovati, ne, pač tako. bilo bi malo dolgočasno, veš, če bi kronološko zlagal zadeve. Ja, seveda, ne, in potem bi moral biti roman tudi precej daljši, ne. Jaz sva govorila, da je to pravzaprav kot dve kači, ki se ovijata okrog enega stebra. Ja, no, vse ti simbolov je tudi notri nekaj, ne, se pravi jabolko, drevo, vodnjak, prstan, imena so namenoma. Zdaj je hecno, ko mi včasih piše kdo, da bi bilo super, če bi posneli film, da bi to lahko bil super film, ne, in se res strinjam. In zadnjič sva se z Barbaro doma pogovarjala, ona je namreč igralka, ki je posnela že veliko filmov, tudi producentka je bila v filmih in serijah, in potem sem tako omenil, veš, kaj se mi zdi, da bi lahko recimo en igralec igral več likov v tej zgodbi, ne. Sem pol pogruntal, da res, da je ta škof, ki je novačil na Ptuju proti reformiste, ne, pa recimo Karl bi lahko igral isti igralec, isti obraz, zato ker sta si zelo podobna, in da bi recimo lahko, ne vem, Lučko igrala ista igralka kot Brino na koncu, pa še koga bi lahko na tak način pletel noter, ne. In tu skozi te kako bi rekel, miniaturice, ki se pojavljajo noter, pa ta recimo prvi stavek drugega poglavja je popolnoma enak kot zadnji stavek predzadnjega, ne. Veš, da se to splete na tak način, da se potem logično zaključi, da so liki kredibilni, da ne ugotoviš sredi romana, da če bi htela tisto roditi, bi ji manjka še, pri 12 ni noben hčerke doma, ne. Te stvari moraš znati, ampak to je normalno, to je pri vsakem romanu pač kredibilnost, vsaj meni se zdi neka osnovna vrednota, ne.
Res pa je, da je to pri tem romanu še posebej zahtevno, ker je, kot sem rekel, tako kompleksen. Toliko enih različnih likov je, toliko odnosov med njimi, toliko usod, ne, da si moral verjetno res zelo paziti. Ne. Pa še nekaj, ne, jaz mislim, da ta roman bi lahko tudi postavili na oder tukaj v Mariboru. Dogajalni prostor romana je pravzaprav od tu, med Mariborom in Dravskim poljem nekje. Ja. Ne. In tudi to mi je bilo všeč, da si pravzaprav dogajanje postavil v svoje rodno mesto. Ne. Ja, veš, kak je pač za prvi roman, ne, za prvenec, se mi zdi, da je fajn, če to prvo tekmo odigraš na domačem terenu. Ne. Veš, tam se počutiš bolj varnega. Ne. In pač, ker sem te stvari vedel, po drugi strani pa izbor teme me je definitivno pripeljal domov. Ne, in to se tudi bere, ker si vidiš, da to ni izmišljeno, ne, ni na silo, ne, da se stvari, v glavnem skozi razgovore z bralci, vidim, da so pozorno prebrali in da so si res te malenkosti zapomnili. Ne. Te malenkosti so pa začimbe. Tako. To je tisto, kar začini vse skupaj. Ne. Tako je. In tudi, ja, ne, vsega ne smeva povedati. Ne smeva povedati. Jaz bi še nekaj poudaril. Ne. Mene je ta roman spomnil na Mojstra in Margareto od Bulgakova. In danes sem pravzaprav ujel na neki spletni reviji kritiko romana, zelo pohvalno, kjer tudi pravzaprav to o tem piše. Matej Krajnc je to. To je tudi sicer kantavtor, ampak poznavalec literature. Ne. Knjige oziroma branje kot tako tudi imajo neko mesto v romanu. Ne. Mi smo na nekih pogovorih tudi o branju na splošno že govorili. Ne. Kaj se nam v bistvu dogaja danes? Ne? Mi poleg tega, da smo že itak bili umaknjeni v e-svet, ne, smo zdaj popolnoma pravzaprav izolirani in ali posegamo dejansko po knjigah, ali je zdaj priložnost, da spet postanemo bralci, recimo, ne, na tak način. Ja, verjetno je, ne, zato ker je pač tega časa več in zato, ker tudi najboljše TV portale v enem mesecu pogledaš do konca in potem ne moreš več, ker imaš že rdeče oči. Ne. Ja, veliko ljudi je spet poseglo po knjigah in mislim, da je prav, da se vsaj na en način najde neka pozitivna stran v celi poplavi negativnih posledic teh dveh virusov, ki jih zdaj prebolevamo. In knjiga kot analogna zadeva ima, kako bi rekel, ravno z tisto človeškostjo, ki jo vsebuje, je odporna tudi proti napadom elektronskih medijev na tak način, da je še vedno velika večina ljudi, ki ima en fizičen odnos do papirja, do vonja, do predmeta kot takega. Ne. In pač nekatere stvari se bodo enostavno ohranile v analogni obliki, ker so samo takšne smiselne. Ne govorim, da je elektronska knjiga ali pa zvočna knjiga, da sta zato kaj manj vredni. V bistvu bolj govorim o predmetu, ki je v bistvu neke vrste del človeškosti, recimo, tudi v zgodovinskem smislu. No. V Ameriki, na primer, ne, se prodaja LP plošč, ne? Ne samo v Ameriki, tudi pri nas. To se zdaj ta nova tehnologija pretočnih komadov
pretakanja, se pravi, ko postaja prenosen telefon v bistvu tvoja pisarna, je v bistvu izločil CD-jke. CD-jke so zdaj samo še vizitke, LP, ne, album je pa na nek način glasbeni, kultni, analogni predmet, podoben kot je knjiga, ne. Se pravi, način poslušanja, moraš dati ploščo gor, pa iglo, Tako. pa poslušaš eno stran, pa potem obrneš. Skratka, aktivno poslušanje, vmes listaš po ovitku, prebereš besedila, občuduješ likovnost in tako dalje. Glavne, to je pač nekaj, kar se mi zdi, da tudi najmlajše generacije zdaj osvajajo. Ne vem, meni se zdi, da ta kaznovana generacija, če jo tako imenujem, ki bo zdaj spet prebrala več knjig kot njihovi mlajši bratje, ima tudi en tak odnos do teh analognih stvari, ker so se tistih igric in vseh teh zadev, še posebej pa zdaj, ko imajo pouk preko tega istega sredstva, ki je prej bilo namenjeno samo zabavi. Točno. In ima zdaj en mali odpor do tega, ne. Točno, bravo. Ja. Verjetno se bodo dosti raje družili in si vice pripovedovali, kot pa da bi viseli doma in šli ven, v bistvu tako, da bi šli v svojo sobo in se priključili na kakšen net, ne. To bo pač ena reakcija, ki je dobra za knjigo, ne, če smo zdaj pač pri knjigi. Ker se vrača v neko intimo, ne, pravzaprav to, ta doživetek, ali kako naj temu rečem, je drugačen. Enemu izmed likov v tvojem romanu Mongolske pege je ime Vine, ne, in zelo posrečena razlaga tega imena je, ki pravzaprav mi je dala misliti, da si verjetno že kot otrok ogromno bral. Predstavljam si, da si tudi kasneje bil velik in strasten bralec, ker tudi poznaš ogromno stvari. Ja, o Vinetu mogoče. Jaz sem res veliko prebral, ker sem bil pač lačen tega 100 na uro, ne. Nisem nikoli nehal brati. Imel sem različna obdobja, nekatere sem prepozno prebral, nekatere prehitro, pa sem jih pol malo še enkrat. Tako da zdaj lahko rečem, da sem tam en tak sredinski bralec, ne. Nisem res v tem, pa tudi nisem šlampast. Moram priznati, da kar berem in da je to moja duhovna hrana, definitivno. Kar se tiče Vineta, pač ko iščeš imena likom, za katere veš, da se bojo njihovi alter egi ponavljali skozi čas, sem se pač igral s tem, da je Zmago oče Vinka in da imata v bistvu isto ime. Zmago pa zaradi svojega življenja ni hotel spoštovati, mislim, da bi se spoštovala ta neka tradicija. V starih časih je prvi sin vedno nosil očetovo ime, ne. In ni hotel, da bi bil Zmago, in potem si je pač zdravnik porodničar izmislil rešitev, ne, da pač da ne rabi biti Zmago, ampak če se vrne nazaj v latinski koren, ne, zmagovalec, Vincentus, že pozabil točno, in je pol pač predlagal, da naj bo Vinko, ne, ker bo imel isto ime kot oče v pomenu, ne, ampak po obliki drugačno. No, in ta Vinko je potem pač, ker je bilo malo bolj frajersko, ne, Vinko je zvenelo tisti, ki rad dosti vina spije, ne. Noben ni pomislil na zmagovalca, ne, vsaj tu pri nas ne. Ampak je Vinko en tak veseljak, Vinko, glej ga, Vinko tak. In seveda ni hotel biti več Vinko, je bilo bolj moderno Vine, ne. No, in Vine je bil že malo bolj sodoben in to, in potem mi je enkrat samo canknilo
glede na to, kako se bo usoda lika naprej razvijala, da sem dodal tu in sem dobil Vinetuja. Vinetu je pa indijanski poglavar iz moje mladosti in še čigave. Tako da sem potem iz te ideje naredil eno celo vejico, drevo, ne vem. No in tega je notri kar nekaj. Ampak se pravi, pri najinih predstavitvah, ki so potekale v letošnjem letu, se pa spomnim, da je največ uspeha doživela tista anekdota o zgoreli knjižnici predsednika Trumpa. Tako. In jaz sem pač povedal, da sem slišal, da je predsedniku Trumpu zgorela osebna knjižnica, da sta zgoreli obe knjigi in da mu je najbolj žal za drugo, ki je ni uspel do konca pobarvati. In publika je to vedno nagradila z aplavzom. In pač dobiš tako en pogovor, da vidiš, da knjiga vseeno ni potrošen material in da naj vsak še potem sam razplete pa pobarva zadevo po svoje. Ja, mogoče bi pa vseeno še to. Se mi je zdelo zanimivo, ker je roman pisan pravzaprav v dveh različnih časovnih perspektivah, ki sta med seboj mislim, kar par sto let oddaljeni. In jezik, tu gre za dva različna jezika pravzaprav. Naprimer, dialogi v tistem času srednjega veka so popolnoma drugačni dialogi, kot so tile zdaj. Pa še to je, jaz sem se prav spomnil tistega časa, jaz sem seveda mlajši od tebe, bil takrat še otrok, ampak kako se je takrat govorilo, drugače se je govorilo recimo v povojni Mariboru, kot pa se zdaj, Vampe se je jedlo, ne vem, ta duh si ujel, ta gajst pravzaprav, Sem te pa to hotel vprašati, kako ti je šlo to z dialogi, recimo, kako so liki spregovorili, ali si jih moral ti naganjati, ali kako si to? Meni so dialogi bližji in bolj povedni, kot pa opisovanje nekega značaja ali pa dogodka. Če se vrneva prej na tisto primerjavo Mojster in Margareta, kjer teče zgodba v bistvu na dva načina. Jaz sem absolutno, priznam, si vzel to kot to sodi v tisti filmski način pripovedovanja. S tem, da sem to še malo po svoje obrnil. In tu je pač se pravi, mora se zavedati, da slovenščine takrat še ni bilo. Bil je neki vindiš, nepriznana govorica, jezik in tak naprej, da so se tisti liki pogovarjali med seboj v tem nizkem jeziku. Cerkev je bila na latinščini, ki je ni noben razumel, in da je Trubar ravno takrat prodrl da je povzdignil ta jezik v pogovorni, kvalitetnejši jezik. In jaz sem imel skozi pred očmi, kako so se ti liki pogovarjali med sabo, da to ni moglo biti, če so se pogovarjali v vindiš jeziku, da ni moglo biti močen, lep, literarno, ne vem. Skromen je moral biti. Mora biti skromen in enostaven in kratek. So si pa nekateri potem pomagali še z nemščino, in je bilo veliko dvojezičnih, posebej po samostanih gradovih in tako naprej. In tu sem moral paziti, da nisem opisoval nekega čustva ali pa doživetja z današnjimi pojmi. In ko duša občuduje risbe na stropu cerkve, pač tam slonom pravi, da so pujsi z velikimi nosovi, ker ni vedela, da je to slon. Da je to slon.
No, in na tak način sem moral potem tudi ostalo držati znotraj teh dveh zavedanj, da se je lahko pol stvar sprostila. Ne? Ampak zato, ker so poglavja deljena, ne, se to ne vleče toliko časa, da bi postalo moreče ali pa dolgočasno. Da se to preseka in se potem v bistvu... Ampak ja, kar se vampov tiče, ne, jaz sem se včlanil v Brežicah, imajo klub ljubiteljev vampov in to je društvo Vampirji in sem pač zdaj vampir. Skratka, v prvi knjigi Druga žena v haremu imam eno zgodbo o tem, kako sem v Franciji poskusil klobaso narejeno iz vampov. No. Še to, pred listu, vezni list, mi temu rečemo, ne, je zapisan stavek, ne, vse je resnično razen fikcije. Ne. V tistem delu, kjer govoriš o... Ne, malo drugače je. Ne. Samo fikcija je lahko verjetna, resničnost nikoli. Oprosti, to je pravilno prebrano zdaj. To je to. V tistem delu, kjer govoriš o Mariboru novejše zgodovine, pa najbrž je kaj resničnosti, avtobiografskosti. Koliko je tebe pravzaprav v tem romanu Mongolske pege? Po različnih likih, mogoče kakšnih 5-10%, čisto iz nagajivosti sem jim dal nekaj svojih lastnosti ali pa kakšen dogodek, ki se prepleta z mojim življenjepisom in izkušnjami. Ampak to ne igra v romanu nobene vloge. Mene tam ni, razen v teh značajskih stvareh, pa kakšne oslariji, ki jo junaki naredijo, tam me lahko najdete. Ja. Okay. Jaz seveda moram omeniti, da roman Mongolske pege lahko naročite na naši spletni strani www.založba-litera.org. Če se včlanite v naš knjižni klub, dobite tudi popust. Zoran, zdaj je seveda bi bil trenutek, da bi publiki dala besedo, kar je seveda ne moreva, ne? Zato bi te pa vprašal za konec, a to, kar zdaj pišeš, ta roman, ki ga pišeš, že natančno imaš vse razdelano? Torej, ali se mučiš s tem? Ne, zdaj sem se boljše organiziral. Ne? Tudi iz izkušnje, ko vidim, kako zelo mi je pomagala dobra predpriprava, sem si vzel kar nekaj časa, ker zdaj ga imam in ne hitim, imam pa zdaj malo bolj, kako bi rekel, linijo začrtano oziroma... Ja, to neko ogrodje stoji in jaz ga tresem, da vidim, če se bo kaj podrlo, če bo kaj stran padlo in zaenkrat ne. Tako da, ja, pač ne rad govorim o tem, ker sem malo vraževeren. Saj ni treba. Bom pustil, to bo drugo leto tam nekje, ti ga boš prebral enkrat februarja in potem bova naredila. Mogoče bi za naslednjega naredila tako, da bi ga predstavljala šele potem, ko ga bodo bralci prebrali, vsaj tisti po prvem krogu. Ja. Ker se bova lažje pogovarjala z njimi. Mogoče pa tudi še nadoknadiva zdaj spomladi še kakšno predstavitev s pegami, zato ker je pač ta epidemija presekala. Ne. Mogoče naj še kam povabijo. Tako, skoraj zagotovo. No. Mi tudi vas vabimo, da pač kolikor lahko redno spremljate spletne postaje. Zahvaljujem se vam za ogled, zahvaljujem se tudi tebi, Zoran. Hvala za povabilo, z veseljem. Evo, nasvidenje. Adijo. Adijo.